Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate Pohod skupaj v hribe za planinski dom na Treh kraljih, županova petica, slovesnost ob dnevu državnosti na Zgornji Lužnici, tretji festival ulične kulinarike Bistriška kuhna, slovenska bakla tudi v Slovenski Bistrici. Na Treh kraljih je v soboto potekal inkluzijski pohod skupaj v hribe za planinski dom na Treh kraljih. Ob pestrem programu, ki ga je Planinsko društvo Slovenska Bistrica pripravilo skupaj z odborom In planinec, so se udeleženci seznanili s pomembnostjo vključevanja invalidov v planinske dejavnosti. Več o namenu pohoda je povedala predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Barbara Frešer. Današnji dogodek, za katerega sem zelo vesela in ponosna, organizira naše planinsko društvo srečanje na Treh kraljih v okviru inkluzijskega pohoda skupaj v hribe za planinski dom na Treh kraljih. V bistvu pa gre za prireditev, ki je nastala na pobudo invalidov planincev, saj so v bistvu oni tisti čisto ta prvi, ki so izrazili željo, da nam pomagajo pri gradnji, in je v bistvu danes iz njihove strani pohod iz treh smeri proti planinskemu domu na Tri kralje dobrodelen. Planinci prihajajo, torej planinci invalidi danes prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Morda imaš že kje podatke, od kod vse lahko tukaj pričakujemo, od kod bodo prišli, od kod vse hodijo? Vsekakor je to vse v organizaciji odbora In planinec, to so invalidni planinci, ki so tudi vključeni v Planinsko zvezo Slovenije. Pridejo pa povsem različni invalidi, planinci, eni so gibalno ovirani, torej na vozičkih, potem imamo težko bolne invalide, slepi in slabovidni, potem tudi z raznimi nevrotežavami in podobni. Skratka, vsi, ki so danes pridejo, pričakujemo jih okrog 80, so danes tukaj za dobrodelno noto, to pomeni, da bojo pomagali s prostovoljnimi prispevki, da bo planinski dom čim prej končan. Moramo pa povedati, da smo se v Planinskem društvu Slovenska Bistrica že pred časom odločili, da bomo zgradili in dokončali planin po meri invalidov, to pomeni, da bo dostopen za invalida v vseh delih planinskega doma, tako v pritličju, v kletnih prostorih in tudi v nadstropju. Kaj vse vas čaka sedaj v nadaljevanju, v kakšni fazi je vse, morda so že kakšne informacije o tem, kdaj se bodo pričela dela v večji meri? Ja, tako je, v pritličju oziroma v kletnih prostorih planinskega doma je urejen interpretacijski center. Uredili smo ga skupaj z občino Slovenska Bistrica in Ricem po projektu Pohorka. V kletnih prostorih je tako interpretacija na temo pohorja, flore, favne. V bistvu so izpostavljeni trije kralji, to so kamen, voda in gozd, tako. Drugače pa nadaljujemo v kletnih prostorih. Želeli bi najprej odpreti kletne prostore za javnost, to pomeni, da bomo odpirali planinski dom, če bo šlo po načrtih, po fazah. Najprej kletni del, kjer nam manjkajo še toaletni prostori, kasneje se lotimo pritličnega dela, kjer je namenjen gostinskemu delu, to pomeni kuhinja in jedilnica, pa tudi ureditev zunanje terase. Kasneje pa še dva nadstropja, v katerih bomo uredili skupna ležišča in pa skupne umivalnice oziroma tuširnice, kopalnice, kakorkoli. Torej, želimo si pravi planinski dom. Občina Slovenska Bistrica je že 10 let občina po meri invalidov. Ja, zelo pomembno je, da je občina že tudi predtem skrbela za invalide. Res pa je, da z samim projektom Občina po meri invalidov smo bolj sistematično pristopili k sami zadevi, vključili tudi vsa invalidska društva, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica, ki imajo tudi različne potrebe, in te zadeve strnili v akcijske načrte. Zdaj že imamo 4. akcijski načrt in delamo vse v tej smeri, da odpravljamo arhitektonske in komunikacijske ovire za invalide in omogočimo enake možnosti za vse naše občanke in občane. Je pa res, da je projekt namenjen tudi širše, tudi starejšim mamicam z vozičkom, ki imajo tudi nekaj od tega, ko odpravljamo te zadeve.
Danes stojimo pred novo nastajajočim planinskim domom Planinskega društva Slovenska Bistrica, ki je pri Treh kraljih, in kot smo tudi slišali, bo dom v celoti prav tako namenjen invalidom in tudi prilagojenim. Kaj pomeni to, takšna pridobitev navsezadnje za občino? Glejte, tukaj gre še za nadgradnjo, bom rekel, vseh aktivnosti za področje invalidov. Mi smo zelo veseli, da se je tudi odbor in invalida odločil, da tudi participira tukaj, da pride na Bistriško Pohorje in da naredi eno dobrodelno zadevo, da bo dom čim prej zaživel tako, kot so si ga zamislili planinci, v sodelovanju tudi z invalidskimi društvi. Pohoda se je udeležil tudi pobudnik projekta Občina po meri invalidov občini Slovenska Bistrica Anton Kolar. Društvo delovnih invalidov Črešnjevec je zelo aktivno v občini Slovenska Bistrica. Nas je zelo malo, približno 205 članov, ampak od teh je večina aktivnih. Za naše invalide prirejamo razne srečanja, športne dejavnosti, kulturne dejavnosti. Imamo tudi pevsko skupino, ki nastopa na reviji pevskih zborov. Imeli smo tudi v Slovenski Bistrici leta 2015 revijo pevskih zborov, na katerih je nastopalo 23 zborov. Bilo udeleženec okrog 800 poslušalcev in pevcev, preko 300 pevcev. Leta 2025 zopet načrtujemo izvedbo revije pevskih zborov v Slovenski Bistrici, tako da delujemo že tudi 2025 bomo imeli 30-letnico delovanja našega društva. Zakaj smo se odločili za občina po meri invalida? Zato, ker hočemo sistemsko uresničevati pogoje, čim boljše pogoje za vse občane Slovenske Bistrice, ne samo invalide. Kot veste, invalidov je procentualno najmanj v občini Slovenska Bistrica. Vse te stvari, kot so klančine, dvigala, pa uporabljajo večina starejši, tudi mlajši, tako da kvaliteta v življenju v Slovenski Bistrici je kar izboljšala v teh 10 letih. Danes prihaja sem kar nekaj pohodnikov, torej planincev, invalidov. Je morda tudi v okviru vašega društva že kakšna sekcija ali pa vzpodbujate recimo tudi ta način rekreacije invalidov? Seveda, tudi imamo pohodništvo, v društvu imamo pohodništvo. Letos smo že izvedli pohod češnjev pohod do cerkve Treh kraljev, ne te cerkve, ampak v Kočno pri Lužnici, tako da spodbujamo to rekreacijo, da tudi invalidi, ki smo na nekateri način prizadeti, tudi lahko se udeležujemo teh pohodov in imamo krajše, imamo lažje poti, imamo pa tudi bolj zahtevne. Lani smo bili na Celjski koči, tako da kar spodbujamo tudi pohodništvo. Tudi sem zelo vesel, da je in planinec danes tukaj na Treh kraljih in planinsko društvo občine Slovenska Bistrica, da se zavzema tudi za dostopnost tega doma, dostopno invalidov in starejših. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je v ponedeljek 24. junija v Viteški dvorani Bistriškega gradu učencem osnovnih šol v občini, učencem Srednje šole Slovenska Bistrica in učencem Glasbene šole Slovenska Bistrica svečano podelil priznanja županova petica. Seveda vam najprej izrekam tudi iskreno čestitko za uspešno končanje šolanja, pa tudi vso priznanje za upravljeno drugo delo na šolah, ker vem, da ste uspešni na različnih tekmovanjih in tudi sicer zastopali naše šole širom po Sloveniji, pa tudi še kje druge. Zdaj, če bi potegnili nekoliko sporednico za športom, v tem času je šport Slovenija aktualno, da mi področje, ker nismo najboljši, potem je to tako, da ste podobno kot športniki uspešno končali ali etapo ali pa ena izmed tekem. Seveda to ena izmed etap, številne še čakajo. Zdaj pa vemo seveda tudi, da kar se športa tiče, da brez tega, da imate trenerje, da so spremljevalci, da so vsi drugi, ki skrbijo za to, brez tega ne gre. In zato seveda je treba reči, da tudi tem treba reči priznanje. Vem tudi sicer, da se je v tem času verjetno malo več tudi kaj poiskrilo. Zdaj govorim tudi iz izkušnje, da ste brez skrbine na pamet. Ampak seveda tam, kjer se stvari dogaja, tam je to nujno potrebno, in potem se pa vse te stvari tudi umirijo.
in uspešno stvari tečejo tudi naprej. Letošnja županova petica je bila že 34. zapored. Prejelo jo je 93 učenk in učencev, in sicer 69 osnovnošolcev, 18 srednješolcev in 6 učencev glasbene šole. Na Zgornji Lužnici je potekala slovesnost ob 33-letnici neodvisnosti Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti, ter v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Lužnici. Prireditev sta pripravila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica in občina Slovenska Bistrica. Slavnostni govorec prireditve je bil general major Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Dovolite mi, da najprej izrečem čestitke ob minulem državnem prazniku. Čeprav je od samega praznika minilo že nekaj dni, za čestitke nikoli ni prepozno. 25. junija 1991 je bilo formalno kronanje naše države z razglasitvijo, mnogo prej pa so bile organizirane in izvedene številne politične in obrambno-varnostne aktivnosti, ki so to dejanje omogočile. Intenzivnost vojaških spopadov na današnji dan leta 1991 v Sloveniji je bila na vrhuncu in takrat še nihče ni vedel natančno, kako se bodo spopadi med našimi obrambnimi silami in enotami Jugoslovanske ljudske armade končali. In tudi skladišče minsko-eksplozivnih sredstev tu na Zgornji Lužnici je bilo zavzeto šele 2. julija. Za veseljem in ponosom sem v minulih dneh prebiral informacije o številnih spominskih slovesnostih Dneva državnosti, katere so organizirale veteranske organizacije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Spominjali smo se in spominjamo se časa, ki je bil čas ne samo enotnosti, ampak tudi čas tovarištva, medsebojnega spoštovanja in čas, ko smo vedeli, kaj je naš skupni cilj in se nismo ozirali po ideološki in sploh strankarski pripadnosti nikogar. Že nekaj let prej so se nakazovali zlovešči znaki tragedije, ki je kasneje, leta 1991 in še nekaj let zatem zajela skoraj celo takratno Jugoslavijo. Tako se je po vseh političnih pogovorih, prepričevanjih in nasprotovanjih 26. junija 1991 začela vojna v Sloveniji. In ne pozabimo, najprej je bila vojna dobljena na bojnem polju in šele zatem za pogajalsko mizo. Prav pa je, da se zavedamo takratnih mednarodnih političnih in družbenih razmer in vloge takratne slovenske politike in diplomacije. Vse te in druge okoliščine so prav tako bistveno olajšale proces osamosvajanja Slovenije, vključno z našo obrambno vojno. Vendar ne pozabimo na našo zgodovino in želim si, da bi vse slovesnosti, katerim smo bili in še bomo priče, prinašale pozitivna sporočila mlajšim generacijam o našem uporniškem značaju. Spomnimo se tega upornega duha na prostoru, ki zajema današnjo slovensko zemlje. Od izgube samostojnosti v prvi državi Karantaniji do kmečkih uporov in bojev za staro pravdo, od slovenskega protestantizma v 16. stoletju do zedinjene Slovenije 1848 in kasnejšega narodnega programa v 19. stoletju. Spomnimo se bojev za severno slovensko mejo v prelomnih letih 1918-1919 in vseh tistih mladih fantov, ki so bili poslani v mraz in planine v prvi svetovni vojni. In duh uporništva, o katerem govorim, naj prinaša tudi sporočilo o uporu in boju slovenske partizanske vojske v obdobju 41-45, tudi tu iz našega zelenega pohorja, o Šarhovih in številnih drugih junakih in seveda o sklepnem dejanju naše samostojnosti, plebiscitu za samostojno Slovenijo, slovensko državo, leta 1990 za uspešno obrambo mlade države Slovenije v osamosvojitveni vojni leta 1991. Velikokrat slišimo nekakšno samospraševanje, kaj bi bilo, če ne bi bilo generala Maistra in njegovih borcev, če ne bi bilo tigrovcev in slovenskih partizanov, kaj bi lahko leta 1991 osamosvajali. In če ne bi bilo teritorialcev in miličnikov, in če ne bi bil preprečen miting resnice, bi imeli sploh možnost politično in obrambno varnostno delovati.
Zaradi prej opisanega zgodovinskega loka uporništva slovenskega naroda bi bilo bolje se ne spraševati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se veseliti in biti ponosen temu, kar smo kot narod dosegli. Izborili smo si samostojnost in lastno državo s trudom in tudi z žrtvami številnih generacij. In v tem sklepnem dejanju smo sodelovali tudi mi, naša generacija. Zato se ne sprašujmo, ampak bodimo ponosni in ne omalovažujmo posamezne zgodovinska obdobja in posamezne dogodke. Vendar vrnimo se v obdobje osamosvajanja, vrnimo se v Slovensko Bistrico in Zgornjo Ložnico. Dogodki, ki so se zgodili v času osamosvojitvene vojne na širšem Bistriškem, so imeli vpliv na sam razplet vojne na celotnem slovenskem ozemlju. Na območju odgovornosti 79. območnega štaba teritorialne obrambe je bilo mobiliziranih 1700 pripadnikov teritorialne obrambe. Zavzetje vojašnice v Slovenski Bistrici, v kateri je bila nameščena ena močnejših artilerijskih enot Jugoslovanske armade, komunikacijskega centra na Boču in zlasti skladišča minsko-eksplozivnih sredstev na Zgornji Ložnici, je predstavljalo nekakšno prelomnico v poteku vojne, ne samo v vzhodno-štajerski pokrajini, pač pa na širšem slovenskem ozemlju. Ravno zaradi navedenega bom navedel besede Friderika Bachmana, avtorja knjige Mi smo medvedi, in sicer navajam: bojevati se ni težko, težko je začeti in nehati. Ko se enkrat bojuješ, se vse dogaja bolj ali manj nagonsko, težko pa je zbrati pogum in zadati prvi udarec in se, ko zmagaš, zadržati, da ne bi zadal še zadnjega. V branju in poslušanju navedenih besed se v primeru osamosvojitvene vojne v Sloveniji v celoti potrjuje njihov pomen. Težko je bilo zadati prvi udarec in se po uspešnem bojovanju zadržati, da ne bi zadali še kakšnega. Do zavzetja skladišča Zgornja Ložnica je Slovenska teritorialna obramba zavzela že kar nekaj skladišč orožja in opreme Jugoslovanske armade, ter tako bila z lahkim pehotnim orožjem zelo dobro oborožena. Za zavzetjem skladišča Zgornja Ložnica pa so naše obrambne sile, teritorialna obramba in milica, dobile v roko izredno veliko ognjeno moč in tega trenutka dalje ni bilo več vprašanje, ali bomo v obrambni vojni zmagali ali ne. Za zajeto opremo, katero je teritorialna obramba začela deliti in z njo opremljati tako enote teritorialne obrambe kot tudi enote milice, se ni povečala le ognjena moč, pač pa se je povečala bojna morala vseh nas, tako v teritorialni obrambi kot tudi milici, pa tudi med ljudstvom. Teritorialna obramba Slovenske Bistrice, njen komandant, katerega danes ni več med nami, major Marjan Strehar, njegovi sodelavci, poveljniki enot in pripadniki enot teritorialne obrambe, ki je blokirala in nato zavzela skladišče, stotnik Miran Krušič in številni drugi, so zaslužni, da se je vojna na Bistriškem končala brez žrtev in z velikim vojaškim uspehom. Po skoraj 3 desetletjih in številnih pobudah je enota teritorialne obrambe, ki je uspešno zavzela skladišče Zgornja Ložnica, zasluženo sprejela visoko državno odlikovanje. Danes smo tu zbrani ljudje, ki smo dolga leta sodelovali v procesih izgradnje svojih lastnih obrambnih sil. Učili in urili smo rezervno sestave naše teritorialne obrambe, od katere je bila leta 1991 odvisna usoda našega naroda. V rezervni sestavi so bili ljudje, moški in ženske, zaposleni na različnih delovnih mestih, tovarnah, uradih, kmetijah. 1700 jih je bilo poklicanih leta 1991. Tam so sprejemali mobilizacijske poklice in velika večina jih je brez besed odhajala na mobilizacijska zbirališča, kjer so prijeli za orožje. Nekateri so ga hranili tudi na svojem domu, brez vprašanj, kako dolgo, brez vprašanj, kdo jim bo za to kaj plačal. Zato danes niso nikomur nič dolžni, dolžna jim je le država, katero so osamosvajali z orožjem v roki in za to državo so bili pripravljeni dati tudi svoje življenje. Imajo pa nekaj, kar danes v naši družbi skoraj ni več. Imajo ponos in lahko mirno, brez sramu pogledajo v oči vsakomur, ne glede na položaj, ki ga zaseda. Naučili smo se sodelovati tudi z milico.
takrat drugo komponento naših obrambnih sil, ki je ob svojih varnostnih nalogah v vojni za Slovenijo izvajala tudi oboroženi boj. Zato je danes govoriti o nekakšni diskontinuiteti med bivšo in sedanjo družbeno ureditvijo neumestno in tudi žaljivo do vseh pripadnikov teritorialne obrambe in milice, ki so se dolga leta usposabljali, da bodo lahko to svoje znanje tudi izkoristili. Še bolj pa je stališča narodove zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in do obisti žaljivo do vseh, ki so se skozi zgodovino trudili za narodovo samobistnost in so mnogi zanjo dali tudi svoja življenja. Spoštovani, spoštovane, velikokrat imam priložnost družiti se s svojimi vojnimi veterani naše območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo na Brenju in tudi druge. Kljub uspehom, ki smo jih dosegli med vojno in tudi kot vojni veterani v miru, kot prostovoljci, kot humanitarci, je čutiti grenkobo zaradi odnosa države do vojnih veteranov, čeprav je ta odnos legitimacija politike in kaže njihov odnos do celotne slovenske zgodovine, ne samo do veteranov osamosvojitvene vojne. Zato je naš odnos in sodelovanje z lokalno skupnostjo tako pomemben in je pa to naša legitimacija, ki dokazuje našo pripravljenost nuditi vso pomoč lokalni skupnosti in ljudem, ki v njej živijo. Zavedam se, da je z oddaljevanjem in poglabljanjem zgodovinskega spomina na vojne napore družbe in tragične posledice lete, da se briše zavedanje pomena vseh, ki so v teh vojnah sodelovali. Nič drugače se ne dogaja s tistimi, ki smo sodelovali v vojni za našo samostojnost. Vendar ne pozabimo, da je le tisti, ki je v vojni sodeloval, lahko avtentična priča zla, katero prinaša vsaka vojna. Danes je vojn vsako leto več. Naše sosede je v pravi, v vroči vojni. Govorimo o ukrajinsko-ruski vojni, ki ni videti konca. Med svetovnimi voditelji ni pripravljenosti za pogajanja in končanje vojne. Zgodila se je še ena na Bližnjem vzhodu, kjer je po terorističnem napadu palestinskega Hamasa Izrael napadel Palestince v Gazi. Nesorazmerna uporaba sile z grožnjo po potrebi popolnega uničenja Palestincev je rezultiralo v genocidu nad palestinskim narodom. Nihče od vplivnih in vojno vpletenih pomembnih politikov pa ni pripravljen govoriti o vzrokih nastanka kriz in zakaj je do vojn sploh prišlo. Žal je še huje, ni nobene pripravljenosti za začetek pogajanj med vpletenimi, ki bijejo ti vojni. Zato smo vsi dolžni zahtevati mir in pogoje, v katerih bomo živeli v relativnem blagostanju in medsebojnem sodelovanju. Kot vidite, sem zelo malo ali skoraj nič govoril o političnih procesih v osamosvajanju in o politiki ter političnih razmerah danes. Prepričan pa sem, da smo prišli do meje, katero ni dovoljeno prestopiti. Negativni pojavi, kot je ponovni pojav zamaskiranih stražarjev naše varnosti, vsakodnevno medvrstniško nasilje, korupcija, sovražni govor, širjenje dezinformacij, pozivanje aktivnih vojakov in policistov na demonstracije, vse to nas navdaja z zaskrbljenostjo in strahom pred prihodnostjo tudi v naši varni deželi. Vsi dosežki naše države, katerih ni malo in so nas uvrstili na svetovni zemljevid demokratičnih držav, se lahko čez noč spremenijo v nekaj, česar si ne želimo. Zaključim naj z ugotovitvijo ponujeno v uvodu zapisanega besedila švedskega pisatelja Backmana. Spomnim se prvih dni vojne, ko ni hotelo zapokati. Nato je bil zbran pogum, zadali smo prvi udarec in nato v spopadih pokazali odločnost, ki nas je popeljala do zmage. Številne dileme ob koncu spopadov, zakaj je potrebno nehati sedaj, ko imamo iniciativo, premoč v orožju in ljudeh, njihovi morali, so odstopile prostor človeški in politični modrosti. Zmagali smo in se zadržali, da nismo zadali zadnjega udarca, kar bi obžalovali v prihodnosti. V nedeljo v Slovenski Bistrici je potekal festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Prireditev je organiziral Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Zadnjo junijsko nedeljo je v Slovenski Bistrici tretjič zapored tradicionalna prireditev festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Letos kot
Vsa leta doslej nam vreme odlično služi, imamo lepo vreme, veliko ponudnikov. Letos je vsega skupaj 21 ponudnikov, hrane, pijače, sladkih jedi. Letos je z nami tudi na novo ponudnik, ki pripravljajo neapeljske pice, potem imamo tu atelje Langoš, ki pripravljajo tradicionalno madžarsko jed. Sicer je ponudba pestra kot vsako leto, imamo grško kuhinjo, imamo orientalsko kuhinjo, imamo morske jedi, imamo barbecue, dimljane mesne jedi in tako naprej. Letos imamo tudi 4 ponudnike sladkih jedi, kar je popestritev. Pričakujemo kot vsako leto doslej množičen obisk Bistričanov in tudi okoliških prebivalcev in mislim, da bo še ena prireditev, ki bo popestrila to zgodnje poletno nedeljo. Razvojno-informacijski center je za obiskovalce tudi pripravil stojnico s tradicionalnimi bistriškimi izdelki. Mi kot organizator te prireditve smo zadolženi, da skrbimo tudi malo za promocijo Slovenske Bistrice. Zato smo se odločili, da bomo na vhodu prodajali tudi bistriške spominke in na naši stojnici ponujamo magnetke v sklopu prireditve Kuhalnice Slovenska Bistrica, potem kulice, take vrečke in pa nahrbtnike, ker je vroč dan, klobuke in pa piknik dekice, ki bi marsikomu prišla danes prav. Imamo pa še tudi nekaj promocijskega materijala o Slovenski Bistrici, tako da če bi se kdo hotel kaj podučiti, je lepo vabljen tudi k nam. O dogodku smo povprašali nekaj obiskovalcev. V bistvu na Facebook strani, potem pa sem si še šla ogledati na njihovo spletno stran, na bistriško kuhno, kakšni ponudniki so tukaj. Vedno je fajn, ko se v Bistrici kaj dogaja, tako da smo prišli malo pogledati. Kdo od ponudnikov vam je danes najbolj všeč tukaj? Skank, vedno znova se vračam, ker so res, imajo dobre sendviče, pa res so prijazni. Kje ste slišali za bistriško kuhno? Dejansko že leta poteka, pa sem se veselil, ko sem na Facebooku videl oglas, da se je letos spet. Torej ste se za tole udeležili ali je bil kakšen poseben razlog, mogoče kak ponudnik? Poseben razlog, ja, ful dobra hrana, dejansko makovski barbecue, ko malo ful dober briske, tisto zdaj čakam, da grem, je malo zdaj kolona, ampak se je malo razkadilo, pa definitivno grem po brisket. Kaj pa mogoče še zraven teh makovskega, kaj bi še želeli poskusiti danes? Pivo, pale ale, definitivno, to že imam, pa skunk food truck tam gori tudi, ima tudi ful dobro meso, to pa sta glavni 2 stvari, ko sem prišel. Tudi ponudniki ulične hrane so bili zelo zadovoljni z dogodkom. Mi smo letos že drugič, tako da let smo prebili lansko leto, bili smo zelo veseli, da so nas povabili k sodelovanju in vsekakor glede na lanski odziv smo se odločili, da letos zopet pridemo. Nadvse pozdravljamo tovrstne dogodke, ki jih pripravljajo v okviru Rica oziroma Tica in verjamem, da bomo nekako se še naslednja leta tudi tukaj srečevali. Kaj pa ponujate danes? Danes imamo nekaj domačih dobrot, se pravi čist zares domače njokce v gobovi omaki, pravzaprav omaki svežih jurčkov, potem imamo malo pečenih perutk in pa takos v koruzni tortilji. Nekaj malo bolj modernega, malo mehiškega pridiha, ker je pač poletje, vroče nam je, vsem nam je fajna taka lahka hrana. Za vse sladokusce smo pa tudi poskrbeli. Češnje smo še nabrali sveže in imamo svežo češnjevo krostato z svežimi češnjami. Dogodek je zelo zanimiv. 3 leta nazaj oziroma 4 leta nazaj smo se skupaj z razvojno z Ricom Slovenska Bistrica dogovarjali, kako narediti nek event kot s sistemi odprte kuhne. Ideje so bile takrat takšne, da pripeljamo mi svetovno kuhno. To se pravi italijansko, francosko, kaj pa vem, ameriško, karkoli. Ne dopuščamo, da je tukaj predpripravljena hrana, mora se delati na dogodku. Jaz mislim, da to je Bistrica, da je tisti ključno poanto in piko na i, da so tukaj ponudniki, kateri pripeljajo in tukaj morajo delati. Zato smo mi danes od 5 zjutraj že tu. In ste zadovoljni z letošnjo ponudbo? Všeč mi je, da imamo toliko ponudnikov. To je ključno, ki je. Všeč nam je, da se odzivajo. Jaz mislim, da je to nek odgovor na neko trdo delo, katero delamo z
z Ricom. Jaz upam samo, da bo to šlo sam naprej, pa da bo ljudje prihajali, pa videli, da tukaj je pač hrana na višjem nivoju, ampak še vedno street food, če lahko to narekovajo. Torej, vi se že vsa ta leta udeležujete tega dogodka, se letos kaj popestrili vašo ponudbo? Vedno. Vedno delamo neke novosti, vedno hočemo delati to, vedno iščemo, kako se lahko izboljšamo, na kak način lahko delamo. Danes pa ponujamo, ne vem, ena rebrca, pa so burgeri, karkoli, ampak govorimo mi o tem, da je skupina Makole Barbecue je dvoletni državni prvak. 4. v Evropi v svoji kulinariki, ki jo delamo. Se pravi, ne vstopamo. Tukaj je samo slovensko meso. Danes smo se odzvali na povabilo, mislim, da je Ric, Slovenska Bistrica. So nas poklicali, če pridemo, da bi ponudili pice na tem dogodku in z veseljem smo se odzvali. Kaj pa ponujate? Seveda pice, ampak katere pa? V bistvu imamo malo bolj posebne pice. Mi imamo ne vsakdanjo pico, ne vsak dan. So praktično napolitanske pice, to pomeni, da je fermentacija testa daljša nekje 48 do 72 ur. Vse sestavine so italijanske, vključno z moko, pelati, mozzarello, dobivamo svežo na tedenski ravni iz Italije in to, bom rekel, nas dela malo bolj drugačno od ostalih pizzerij oziroma food truckov. Kak ste pa zadovoljni s trenutno udeležbo, mogoče s celotnim dogodkom, organizacijo? Dogodek je izpeljan super, delamo že od samega začetka od 10. ure zjutraj. Edino, kar je, to, kar vse muči, danes je malo toplo. Nam pa ekstra, ker ima peč dobrih 400 stopinj. Meseca julija se bodo v Parizu začele poletne olimpijske igre. V sklopu nastopov na olimpijskih igrah slovenskih športnikov pa v Sloveniji v različnih občinah gostuje slovenska bakla, ki spodbuja uresničiti olimpijske sanje mladim športnikom. 2. julija je bakla prišla tudi v Slovensko Bistrico. Na osrednjem stadionu so pričakali mladi športniki, bivši in sedanji olimpijci, župan dr. Ivan Žagar, ki je vse tudi lepo pozdravil, predsednik Športne zveze Bojan Fajs in predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije. Kar nekaj držav po Evropi ima projekt njihove, tako imenovane bakle državne, tako tudi v Sloveniji zdaj drugič zapored. In v 3 mesecih ta bakla dejansko obišče, zdaj smo že proti koncu, kot ste omenili, 178. občina Slovenska Bistrica od 212 v Sloveniji, v 3 mesecih praktično prečesala celotno Slovenijo, tako da še 2 tedna nas čakata poti bakle, v povprečju obiščemo po 3 občine na dan. 13. julija pa bo zaključila delansko pot z zadnjo obiskano občino, ki bo letos Kranjska Gora, in potem bo ta slovenska bakla dejansko z našimi olimpijci tudi odpotovala na prizorišče iger v Pariz, kjer bo bdela nad uspehi v slovenski hiši, bdela nad uspehi naših športnikov. Slovensko baklo je na osrednji stadion prinesel bivši olimpijec judoist Franc Očko. Nato pa so baklo skupaj z mladimi športniki v simboličnem teku na 400 metrov ponesli še olimpijci, judoist Filip Leščak, atlet Boštjan Friedrich in tekvandoist Ivan Trajkovič. Bivši olimpijci pa se takole spominjajo svojih olimpijskih nastopov. Pred 40 leti si prvič nastopil na olimpijskih igrah v Los Angelesu, bilo to, nato pa še v Seulu in v Barceloni. Kakšni so rezultatski spomini na te 3 velike nastope? Ja, moram reči, da se letos izteka 40 let, odkar sem prvič nastopil na olimpijskih igrah. Najbolj se mi je vtisnil seveda Los Angeles, moja prva olimpijada, ko sem se boril za medaljo in nesrečno izgubil. Moram reči, da v Moskvi sem bil še sorazmerno mlad, 20 let star, ko sem se kvalificiral za olimpijske igre. Tam sem izgubil v prvem kolu z Angležem Nimanom, ki sem ga predtem na evropskem prvenstvu premagal. Bil je malo grenak priokus, ampak to so olimpijske igre, ki je nova igra in
mogoče malo neizkušnje in malo strah pred tako velikim dogodkom. 4 leta pozneje v Los Angelesu pa je bila že malo drugačna zgodba, ker smo s Filipom nastopala skupaj, smo nekako en drugega bodrila. Filip je bil zelo blizu medalje, jaz sem izgubil četrtfinalo z Francozom, ki je bil potem na tej olimpijadi tretji, naslednji olimpijski prvak, tako da sem tudi tam v težki borbi. Tako da mislim, da sem v tem drugem delu bil zelo blizu, tudi mogoče v odličju, ampak to so olimpijske igre in je treba seveda tudi ko priješ tam nekje do četrtfinala, so vsaj za tiste čase bili veliki uspehi. Ja, v Sydney dejansko imeli smo res srečo, lokacija je bila zanimiva, takrat smo bili dejansko štafeta 4x100 metrov, zelo mladi fantje, za nas se je takrat res dogajalo, šli smo na tekmovanje, v bistvu prvo tako veliko, naš cilj takrat je bil pač zastopati slovenske barve dostojno, vendar smo na koncu zelo dobro nastopali, se uvrstili v polfinale, se pravi med 16 najboljših štafet na svetu, popravili državni rekord za več kot 3 desetinke, kar je bilo za nas takrat res, kot da bi dobili medaljo in smo bili takrat vsi presrečni, zadovoljni, mogoče ne takoj po tekmovanju, ampak potem zdaj, ko to premlevaš, ko nekako vidiš, da dejansko je bil ta rezultat res zelo, zelo velik za eno tako Slovenijo, malo sploh v šprinterskih disciplinah, ker vemo, da je konkurenca res izjemna. Prvi nastop je definitivno, bom rekel, boljše zdaj preprečila mladost, pa neizkušenost. Na drugih olimpijskih igrah pa to 5. mesto za 1 točko se mi je zmuzla medalja. Mislim se že sprijaznil, da tega ne bom prebolel do konca življenja, ampak takšen je šport. Žal mi je, da nisem osvojil te tako željene medalje, ampak niso še moje olimpijske sanje, bom rekel, umrle, čeprav sem že star skoraj 33 let. Verjamem, da če bom ostal zdrav, pa če bom pametno treniral v naslednjih letih, da še vedno obstaja vsaj teoretična možnost, da se udeležim še enih olimpijskih iger, ampak pustimo, to je še dolgo do takrat, imam pa še dosti časa tudi, da še treniram pa tako dalje.